Dovolite mi, da vam predstavim današnje sogovornike, ki bodo vsak po svojem področju predstavili 10-letno sodelovanje. V naši sredini lepo pozdravljam ministra za obrambo Republike Slovenije, gospoda Boruta Sajovica, gospod primarij dr. Danico Avsec iz Zavoda Slovenija Transplant, docenta dr. Marka Juga in docenta dr. Ivana Kneževiča iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in pilota 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, majorja Janka Keneta, ki je pred 10 leti opravil prvi let. Z nami je danes tudi poveljnik 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, podpolkovnik Janez Gavbe, ki bo prav tako na voljo za vprašanja. Po izjavah bodo sogovorniki na voljo za vprašanja, po novinarski konferenci pa lahko tudi za posamične izjave. Prav tako bo mogoče po novinarski konferenci si pogledate tudi falcona letalo Slovenske vojske znotraj. Najprej bo izjavo podal major Kene, ki bo predstavil 10-letno sodelovanje, statistiko izvedenih poletov in potek aktivnosti posadke od prejema klica naprej. Major Kene, prosim. Lep pozdrav. V imenu članov posadke, recimo ožje posadke letala Falcon, s katerim izvajamo zdaj že 10 let lete oziroma naloge za potrebe Slovenija Transplant. Dovolite mi, da vam predstavim par podatkov in pa potek, način dela, kako izvajamo te polete. Torej, posadko samo sestavlja tako dva pilota, letalski tehnik in pa letalski dispečer. In naloga poteka v okviru dežurstva. Dveurno pripravljenost izvajamo, tako da smo v času, ko je letalo seveda razpoložljivo, v pripravljenosti čakamo na klic iz operativnega centra in se potem začnejo izvajati aktivnosti, ko po prejemu klica za potrebe letenja. Torej, 2 uri pred, ali pa mogoče v praksi veliko več, tudi 3-4 ure prej, pred željenim časom poleta pa destinacijo, dobimo klic, dispečer obvesti posadko, vodjo posadke, ki se potem na osnovi pogojev, ki so trenutno, ki vladajo, se odloča o izvedljivosti leta. Se nam je že zgodilo v 30 letih, da na neko želeno letališče nismo mogli leteti zaradi različnih razlogov, ne vem, vremena, dolžine steze in tako naprej. In potem posadka predlaga neko alternativo, neko bližje letališče, ki je odprto dlje časa ali pa ima zahtevano opremo. Tako da, in v veliki večini primerov potem iz Slovenija Transplanta to sprejmejo, to alternativo. Tako da, v času prihoda posadke oziroma članov posadke, ki so, ne vem, doma, letalski dispečer že začne z planiranjem, torej obveščanjem letališč, kamor gremo, da ostane odprta, da zadržijo ekipe, da nas nekdo potem sprejme na tem letališču, skupaj z dispečersko službo iz Slovenija Transplanta, ona dva sta v nekem stalnem stiku. To traja recimo pol ure, 1 uro, da se stvari zorganizirajo. Med tem časom pridejo člani posadke že na letališče, naredijo briefing, pregledajo vreme, odprtost letališč, tehnično stanje letala in tako naprej. Letalski tehnik pripravi letalo in smo potem nekako pripravljeni za odhod. Čakamo prihod ekipe in letimo. Sam let kot tak se od navadnih letov razlikuje potem, da imamo status tako imenovan hospital ali pa medevac. To pomeni, da vse kontrole, kamor letimo, vejo,
kakšen tip naloge upravljamo, tako da imamo prednost, ne, tako v šali povedano, kot da bi imeli plave luči gor na letalo, nam dajo prednost pred ostalim prometom. Tako da dejansko nimamo težav z nekimi restrikcijami, kot je včasih v rednih nalogah. Ne. Zdaj, nekaj statističnih podatkov v teh 10 letih, torej nas, moram reči, da nas izredno veseli, smo tudi izredno ponosni na to naše delo, tako da smo v 10 letih opravili skupaj 118 prevozov v času 293 ur, torej skoraj 300 ur letenja. Zdaj, sama koliko in kakšne organe smo vse do zdaj prepeljali, se pravi, največ je bilo src, v zadnjih 2-3 letih pljuča. Torej, moram reči tudi, da smo tudi ponosni na dejstvo, ne, da so prva pljuča, ki so bila presajena v Sloveniji, prepeljana v Slovenijo z Falconom. Tako da je to res eno tako dejstvo. In pa moram izpostaviti tudi, se pravi, motiviranost vseh nas za te naloge. Res smo veseli in pa tak nek pozitiven adrenalin nas vedno preveva, ko smo aktivirani. Tako da ni posebnost te naloge je ta, ne, da pač nimamo časa nekaj zamujati ali pa ne moramo si privoščiti, da bi zaradi nas stvari ne stekle. Ne. Že recimo letalo imamo eno, ker moramo paziti na njegovo razpoložljivost, ker zmogljivosti, ki bi bila primerljiva z Falconom, trenutno v slovenski vojski ni. Ne. Tako da je kar, moram reči, da zadnji mesec, odkar je letalo prišlo iz servisa, v začetku aprila, smo rekordno število prevozov opravljeno. V zadnjem času letimo praktično samo še za transplant. Tako da nas iskreno veseli. Se pravim, še enkrat, jaz vas v imenu članov posadke se vam zahvaljujem za pozornost in želim oziroma si želimo vsi skupaj, da to sodelovanje, ki je po našem mnenju zgledno, traja še naprej. Hvala lepa. Hvala lepa, major Kline, in hvala lepa tudi za posadki, za tako plemenito delo, ki ga opravljate v uniformi Slovenske vojske. K besedi pa vabim primarij dr. Danico Avsec iz Zavoda Slovenija Transplant. Hvala lepa za besedo, spoštovani. Minilo je že 10 let od prvega prevoza Falcona v medicinske namene. V Slovenija Transplantu nas izjemno veseli, da smo takrat našli to odlično rešitev, ki sem jo potrebovala nekoliko tudi sama, in jo cenimo in ves čas vestno uporabljamo. Saj je ta prevoz pravzaprav prva izbira. Bili smo tudi med prvimi državami, ki so vladno letalo začeli uporabljati v posebne medicinske namene, to je za prevoz ekip in organov. Za prevoz organov za namen presaditve je zelo pomembno, da se izvede hitro, varno in tudi v vsakošnjih vremenskih razmerah. Morda malo pretiravam, so tudi neke omejitve. Prav možnost prevoza s Falconom je prinesla večjo varnost in optimalno logistiko. Namreč, ko gre za zdravljenje s presaditvijo, od darovanja dalje štejejo minute. Izmenjava organov za zdravljenje večinoma poteka znotraj držav Eurotransplanta. To so poleg Slovenije še Avstrija, Belgija, Hrvaška, Luksemburg, Madžarska, Nemčija ter Nizozemska. Redko je pa potreben prevoz organa še iz katerih drugih držav, ali smo izvedli tudi te prevoze iz Francije, Velike Britanije, Grčije, Severne Makedonije, Bolgarije
in na daljše razdalje je še posebej pomembno, da imamo na razpolago zmogljivejše letalo. Varen, hiter in zanesljiv prevoz je pomemben parameter kakovosti, je pomemben člen, ki doprinese k uspešnosti presaditve. Zaželeno je, da je čas tako imenovane hladne ishemije. To je čas, ko je organ izven telesa darovalca in se prevaža do prejemnika, najkrajši možni, a je različen za posamezne organe. Prav za srce je ta čas natančno do 3 ure. Včasih smo omejeni tudi zaradi transporta, tudi zaradi nujnosti stanja bolnika, ki čaka na organ. To se zlasti zgodi včasih zaradi urgentne presaditve jeter. Tudi pljuča, kot smo slišali, je potrebno pripeljati v kratkem času in seveda z organom potuje tudi ekipa, tako kot pri srcu. Zato se za prevoz omenjenih organov pravzaprav uporablja letalo, ki od vseh možnosti, ki jih imamo, je najhitrejše in tehnično najbolj zmogljivo in seveda to je Falcon. V 10 letih sodelovanja smo pripravili skupaj z ekipo odgovornih in pilotov Falcona odlične protokole, postopki so ustaljeni, organizacija prevoza je za transplantacijske koordinatorje pri Slovenija Transplantu hitrejša, kot če je potrebno organizirati prevoz z drugimi ponudniki. Dodana in zelo pomembna vrednost sodelovanja s Slovensko vojsko pa je tudi profesionalni odnos vas, vojaških pilotov, ter celotne posadke in ekipe do tovrstnega prevoza. Zavedate se, da se prevažajo človeški organi, da to ni običajen prevoz, da je pomemben, dostojanstven, podporen in spoštljiv odnos. In prav to nam ponujate. To je za nas neprecenljivo in za to držo se vsem zaposlenim na Slovenski vojski iskreno zahvaljujem. V 10 letih smo v skupnem sodelovanju omogočili zdravljenje in rešili že številna življenja. Večinoma je število prevozov organov s Falconom presegalo druge prevoznike, le v letih 22 in 23 je bilo nekaj sprememb v razpoložljivosti Falcona. Želimo si, da bi se naše sodelovanje in prevozi s Falconom nadaljevali tudi v prihodnosti z enako intenziteto in navdušenjem, kot se je dogajalo v prvem desetletju, tako na vaši strani, kot na strani Slovenija Transplanta in Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, kjer organ sprejmejo in presadijo prejemniku. Potrebe po zdravljenju s presaditvijo se ne zmanjšujejo, ampak naraščajo. 10 let sodelovanja z vojaškimi piloti in celotno odgovorno ekipo Slovenske vojske je Slovenija Transplantu prinesla boljšo in lažjo organizacijo dela, pacientom prejemnikom zdravljenjem v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, večjo kakovost organa za presaditev, vsem nam pa spoznanje, da lahko uporabimo vojaške resurse v najbolj človekoljubne namene. Hvala lepa. Hvala lepa, primarij dr. Danica Avsec. Besedo pa predajam docentu dr. Ivanu Kneževiču iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Dr. Kneževič, beseda je vaša. Najlepša hvala. Spoštovani predstavniki medijev, težko je še kaj dodati, zdaj je bilo že veliko povedano, mogoče samo, da vam povem par detajlov. Pri letalu Falcon mi uporabljamo predvsem, kot je bilo že povedano, pri presaditvah srca, pljuč in občasno tudi jeter. Pri presaditvah srca in pljuč specifično zaradi tega, ker vedno te organe srca in pljuča odvzemajo ekipe, katere jih tudi transplantirajo. Pri drugih organih, kot so to jetra, trebušna slinavka in ledvici, jih odvzemajo lokalni timi za eksplantacijo v posameznih državah. Kar pomeni, da naš tim iz kliničnega centra za
za odvzem pljučnic, za odvzem srca, se odpravi pa v donorsko bolnišnico, odvzame, pride nazaj in se pa izvrši presaditev. Seveda zato je potrebno tudi upoštevati te hude časovne omejitve, katere so najhujše pri srcu in glede na to, da mi približno 60% organov dobimo z izmenjavo s tujino, kar pomeni z Eurotransplantom, to je recimo pri srcu, mi na leto presadimo med 25 in 35 src, pomeni, da 15 do 17 src bo treba iti po njih v tujino in dostikrat so to zelo oddaljene destinacije, pri katerih nam pa Falcon omogoča tudi krajši potovalni čas in s tem tudi boljši predvideni izhod po transplantaciji. Stvar, ki sem hotel še poudariti, je dobro, da vi že to veste, to smo že večkrat povedali, da smo pri številu presajenih src v zadnjih 15 letih na samem svetovnem vrhu in smo od tega 12 let bili tudi prvi na svetu po številu presajenih src na milijon prebivalcev, vendar to bo tema ene naslednje tiskovne konference, ki bo v kratkem. Pri pljučih, ki smo začeli ponovno obudili program leta 2018 in takrat tudi prva pljuča pripeljali z Falconom, že dosegamo že izjemne rezultate, kar bi verjetno brez Falcona, njegove dosegljivosti, razpoložljivosti in, kot smo že prej povedali, zmogljivosti, bilo bistveno težje. Še eno stvar bi povedal, to je to, da tudi sama velikost letala nam bo omogočala, da v bodoče uporabljamo različne platforme za transport organov, katere bi tudi omogočale daljše polete, daljše bivanje organa izven človeškega telesa. Hvala lepa. Hvala lepa, dr. Kneževič. Besedi pa vabim docenta Marka Juga, prav tako iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Hvala lepa, spoštovani minister, spoštovani predstavniki vojske, mediji. Hvala za to priložnost, da se danes lahko v imenu UKC zahvalim za to sodelovanje, izjemno sodelovanje, ki ga nudi Slovenska vojska našemu zdravstvenemu sistemu. V zadnjih letih smo tako lahko rešili veliko življenj in tudi veliko življenj naredili bolj kakovostnih. Ne samo na transplantacijskem nivoju, tudi v oskrbi najtežje ranjenih, prevozih iz tujine, reševanju, je to sodelovanje med Slovensko vojsko in zdravstvenim sistemom nepogrešljivo. To je jasen dokaz, da sta tako obrambni in zdravstveni sistem nekako neločljivo povezani in da se obrambni resursi, ki se uporabljajo tudi v civilne namene, predvsem v zadnjem času, predstavljajo verjetno pot, po kateri bo Slovenija pridobila veliko novih resursov za zdravljenje ljudi in krepitev zdravstvenega sistema. To naše sodelovanje je že dolgotrajno. Prepričan sem, da bo tudi vnaprej še vedno plodno in stabilno, kajti to je to, kar si res želimo. Verjamemo pa tudi, da bo prav ta integracija vseh obrambnih sposobnosti države tudi v mirodobnem času bistveno okrepila zdravstveni sistem in to nas navdaja z velikim upanjem, kajti zdravljenje najtežjih bolezni je možno samo s solidarnim pristopom in integracijo vseh inštitucij. Človek ne sme ostati nikoli sam, zato smo mi vedno tukaj. Hvala vojska, hvala za to razumevanje, hvala Slovenija Transplantu, da organizira vso to dejavnost. Hvala. Hvala lepa, dr. Ljub. In na koncu podajam besedo še ministru za obrambo Republike Slovenije, gospodu Borutu Sajovicu. Gospod minister. Hvala lepa. 5. maj za Slovence pomemben je zunaj Balkisu, tule not pa topel in pa prijazen, tako kot si ga ta država zasluži. Mi radi rečemo, da so človeška življenja neprecenljiva. V tem sistemu, ki ga predstavljamo danes, se tega držimo in nam je to osnovno vodilo. Čestitka vsem skupaj za dolgoletno sodelovanje. Tudi dogovor za nadaljevanje smo pred kratkim podpisali.
Ta zgodba govori več stvari. Da imamo izjemno medicinsko osebje, ki zmore, zna in hoče tisto, kar je ta trenutek top ali pa vrh v svetu. Na drugi strani, da so v Slovenski vojski in pa v 15. brigadi tisto, kar radi rečemo o večnamenskosti, a dvojni rabi, da to niso besede in da so to dejanja. In to je tisto, kar šteje. 113 prevozov v desetletju, 280 ur in še nekaj v zraku. In pa tisto, kar se mi zdi potrebno omeniti, pa mogoče kdaj ne razumemo, ne? Družba Eurotransplanta je družba izjemnih držav, tako kot je izjemna družba držav tudi v Evropski skupnosti in v zavezništvu, katerega del smo. O krepitvi zmogljivosti na področju civilnega dela, gospodarskega in tudi obrambnega veliko govorimo. Jaz bi dodal še temu, kar se velikokrat spregleda, 2 naša helikopterja, eden v Mariboru, eden v Ljubljani, sta vsak dan 365 dni na leto na razpolago in letita. Kot minister zvečer, ko se zmrači, dobim poročilo, koliko letov je bilo tisti dan opravljenih, skoraj noben dan ne mine brez letov, se pa številka prevozov letov, ki jih opravimo, kdaj ustavi tudi pri številki 7, 9 ali pa 11. Zdravstvene zmogljivosti za to državo skupaj z zdravstvenim sistemom bomo še krepili. Kot minister težko čakam jesen, da za bolnico Petra Držaja, 3. trakt Prizidek, dobimo dokončen projekt in pa gradbeno dovoljenje. Pripravljamo intenzivno tudi še 5 drugih lokacij v tej državi, ki omogočajo širitev kapacitet. In pa brez dlake na jeziku, Falcon ima odlično posadko, ampak tudi njemu se leta nabirajo. Ne razmišljamo še o tem, da bi ga dali v pokoj. Je pa čas, v času, ko povečujemo izdatke in krepimo zmogljivosti, da razmišljamo tudi o tem, ali se mu ne bi mogoče pridružilo še eno enako letalo enakega tipa. S tem bi seveda povečali plovnost in pa zmogljivost. To je, bi rekel, priporočilo slovenske vojaške stroke in kot minister se s tem strinjam. Hvala lepa. Še enkrat pa vsem hvala lepa za uspešno delo. Hvala lepa ministru za obrambo, gospod